elektrike je res dramatično povišala. Z mano je Aleksandar Mervan, direktor ALS-a in predsednik energetske zbornice. Vsi se sprašujejo, kaj bo s ceno elektrike, se bo res povišala. Mislim, da v naslednjem letu, se pravi 2025, pa nekaj še 2026, je moja cena, da se praviloma kaj drastično ne bo povišala. Vse je odvisno, po kakih cenah so trgovci zakupili elektriko za naslednji 2 leti. Na borzah cene, če pogledamo future, se padajo. Naslednje leto 7% nižje cene, ki so bile za leto 2024, recimo 2026 za 21%. Se pravi, s 1. oktobrom se spremeni sistem obračunavanja omrežnine. A bo to, ki vpliva na ceno elektrike? No, na to temo je bilo do zdaj v medijih napisano, bom rekel, ogromno neresnic. Bom tako povedal, ta nov model bo bolj pravično razporedil stroškov omrežnine. Se pravi, tisti, ki bolj uporabljamo mreže, bomo plačali za priključne moči več kot tisti, ki manj. Generalno pa tisto, kar zanima verjetno gledalce, poprečno gospodinstvo plačalo manj omrežnine. Tisti, ki imamo sončne elektrarne in še vse ostale moderne porabnike, kot so polnilnice z elektrovozila, savne, bazene, toplotne črpalke, bomo plačali več, kar je prav. Ampak toplotne črpalke imajo danes že vsi tipični odjemalci električne energije. Ne, ni tega tukaj. Ampak je veliko. Ampak sem tudi, če lahko odgovorim, kar se tiče, pomembno je, da tudi mali poslovni odjem bo plačal manj omrežnine. Veliki porabniki na srednjem 500 omrežju bojo mogli prilagoditi, bom rekel, konico odjema. Dejansko bojo pa več plačali največji porabniki, to so predvsem železarne, Talum in tako naprej. Zelo pomembno je še to, da kar se gospodinstva tiče, je tisto, kar se straši glede prekoračevanja konic. 2-letno je poskusno obdobje, ker ne bo noben plačal kazni. Do zdaj smo vedeli, kdaj je elektrika najcenejša. Nov omrežninski sistem pa je tako zelo zapleten, da v glavnem ljudem ni jasno, zakaj je tako zapleten. Zapleten je tako, kot da bi skušal nekaj skriti. Ker ko pride do novega sistema obračunavanja, vedno imaš občutek, da bo končni kupec vendarle dobil višji račun. Tudi elektroenergetski sistemi v preteklosti so bili zelo enostavni. To, kar pogledamo v prihodnje, so zakomplicirani. Ja, se strinjam, ampak vseeno, predvsem za gospodinstva, 2 leti imamo čas, da se naučimo. Je pa tako, ker stari, ampak to je vprašanje za agencijo, ne za mene. Ampak omrežnina, ki je bila vsak mesec enaka, bo ponovno v zimskih mesecih višja, v poletnih pa ob enaki porabi nižja. Po zimi porabimo največ energije, največ elektrike. Ne. A je to trik? Ne. Govorimo o konični, tisto, kar bo šlo pri omrežnini gor, je priključna moč. Medtem, ker tarife za porabljeno električno energijo, to, kar govorite, bo šlo dol. To je velika razlika. Povejte samo en primer, če mislite, da je to pošteno. Do sedaj enodružinska, se pravi družina, gospodinstvo z enim članom, plača in se ogreva na plin in ima toplo vodo na plin, plača 2-krat več, kaj jaz, ki imam recimo toplotno vse prej, kar smo govorili. Je to pošteno? Z novim sistemom to ne bo. Je pa res, še tu moram podati, mogoče je malo nesrečen datum 1.10., ker samo oktober bojo še, bom rekel, bo še tata nižja omrežnina. Za moč, ne cela. Potem imamo 4 mesece visoke in potem bo spet, tako da bo veliko, že naprej napovem, veliko bo medijskih leži na temo, koliko je šlo gor. Ampak gledaj, najcenejša elektrika bo poleti v vikendih in praznikih med 22 in 6 uro zjutraj. Zdaj, po zimi pa 5. časovnega bloka, ki je najcenejši, sploh ne bo več. Kako to? Vprašanje za agencijo za energijo, ne za mene. Ja, pa kako bomo vedeli, kdaj ne kuhamo, peremo, polnimo električne avtomobile? Ma ne, pogledajte, ni to tukaj, tisti, ki se eni bojijo, da bojo mogli po noč, ne vem, peglati pa prati in tako naprej, ni to grozno. Za tistega, ki ima, bom rekel, neko enakomerno priključno moč in normalno porabo, naprimer, bom rekel, priključno moč 4 kW pa porabo tam nekje 4 MWh na let, ta se nima kaj dati. Kaj se dogaja zdaj na borzah z elektriko? Je mirno ali viharno? Bolj mirno, ne se zdi? Ne, so se borze umirile? Zelo turbulentno, predvsem, da moramo spet, kjer borzen produkt govorimo. Če govorimo o day aheadu, se pravi za en dan naprej, so bili polet, ki je bila huda vročina, so bile blazno visoke cene zjutraj in pa zvečer. Čez dan so bile pa tudi negativne. Kaj pa mesec naprej, pol leta naprej? Cene, bom rekel, imajo trend, nekaj se zdaj zadnje 3 mesece se držijo na nekem nivoju, ampak so umirile se. So umirile, ja. Ampak zdaj skoka če ne pričakujemo. A je pomeni to, da je energetske krize konc?
No, zmeraj moramo imeti, bom rekel, v glavi dve stvari. Vojna v Ukrajini še kar in prvi prekinitev dobave plina iz Rusije preko Ukrajine. Ampak če bi tukaj nekaj bilo, bom rekel, drastičnega, bi se tu že danes na borzi poznali, pa se ne. Ampak gledajte, to sprašujem zato, ker je vlada zaradi energetske krize uvedla regulacijo cen elektrike. Kaj bi se zgodilo s ceno elektrike, če bi vlada odpravila regulacijo? S tem namreč to stalno napoveduje in menda se ne bi to zdaj zgodilo. En dober podatek, slovenska gospodinjstva lansko leto so imela 8. najcenejšo električno energijo, končno ceno v Evropski uniji. Povprečje Evropske unije je bilo 40% višje. Seveda, da smo tu imeli, je pač to posledica sprejetih ukrepov vlade in parlamenta, druga polovica 2022, pa recimo še lani. S 1.1. se ukinja zamejena cena za 90% porabljene električne energije za gospodinjstva. Regulacija je konc. Ampak za 90%. Ampak moramo vedeti, da takrat, ko se je regulacija izpostavila, so bile borzne cene višje. Jaz pa čakujem, da bo vpliv, če vlada le še zmeri podaljšati. Ne vem, kaj se bo odločila, ampak tudi če tu odpravi, jaz mislim, da so šle cene na borzi tako dol, da je tukaj velike razlike ne bo. Pomembno je, kljub temu, da nov omrežni sistem ne bo povečal prihodkov ELS-a, katerega direktor sem in pa distribucij, so moje projekcije do konca leta 2026, da bi zdržali z temi omrežninami, se pravi s temi tarifami, na letnem nivoju, kot jih imamo. In če tu vprašanje je še ponovna uvedba prispevka za OVE, tudi še pride, da bomo videli. Obnovljive vire energije. Ampak zdaj, po vašem bi bilo logično, glede na to, da so se veleprodajni trgi umirili in glede na to, da so se borzne cene v zadnjem času znižale, bi bilo logično, če bi se cena elektrike pravzaprav ne bi zvišala. Končna cena, da se ne bi zvišala. Borzne cene se zmeraj oblikujejo po marginalnem proizvajalcu, se pravi po proizvajalcu, ki najvišje stroške. In gledam tudi, da tu so plinske elektrarne. In jaz mislim, da eno obdobje do vstopa novih jedrskih elektrarn na trg, bo nekje referenčna cena se bo gibala za 24 ur nekomerno proizvodno. Za tak produkt se bo gibala med 85 do 100 evrov. Tu se tudi vidi, kad gledamo naprej. Forbes Slovenija pravi, da lahko ob odpravi regulacije cen in ponovni uvedbi prispevka za obnovljive vire energije z novim letom pričakujemo do 40% dražje položnice. Mogoče kaj narobe računal. To ne bo držalo. Pravite, da zapiranje Teša ne bo vplivalo na zvišanje cen električne energije. Zakaj ne? Ne more, ker stroškovna cena Teša ni nobena borzna cena tako visoka. Stroškovna Teša je 180 evrov naprej, odvisno kakva je cena CO2 kuponov in kakva je cena... Kako bodo zaprli Teš? No, zdaj bi samo stvar povedal. S 1.1.2025 se Teš ne zapira. Teš in premogovnik Velenje bosta obratovala naprej. Če pa se boste zaprla, pogledamo primer recimo prvih 8 mesecev letošnje let. V prvih 8 mesecih letošnjega leta smo bili uvozno neodvisni, se pravi 0. Tukaj smo naredili, tukaj smo uporabili. Če Teša ne bi bilo, bi bili 15%. In ker Teša ne bo, Jeka pa še ne bo? Ne, Jeka ne bo še... 20 let? Ja, ne. Če bo. Ja, če bo, ja. Ampak tudi, če bomo recimo vozno odvisni, ker jaz sem že napovedal tudi za par medijev, na 30 do 40%. Če evropski trg z električno energijo deluje nemoteno in glede na to, da ima ELS 5-kratnik čezmejnih termičnih kapacitet glede na najvišjo urno porabo v Sloveniji, ni problem uvažati. In uvoz bo cenejši, dosti cenejši. Od proizvajanja elektrike. Še hujše. Tež v tem momentu, če gledamo futurese za naslednjih 2 leti, je njegov variabilni strošek višji, kot je uvozna cena. Ker če bi bila uvozna cena, bom rekel, višja, kot je variabilni strošek Teša, bi delali naravno gospodarsko škodo. Tako pa dejansko, bom rekel, z vsako megavatno uro naredimo več izgube. Ampak, če bi se obrla situacija, da bi se nam recimo malo ponovil leto 2022, bomo imeli mi še zmeri možnost Teš vzdigniti na polno moč, če bo njegova cena nižja. Kako bi pa stala elektrika po vaši, ki bi pritekala iz drugega bloka nuklearke? Kako bi stala elektrika?
To je zelo zanimivo vprašanje. Tukaj moramo nekaj vedeti. Vam dam eno primerjavo. Hinkley Point C, trenutno največja evropska je 150 evrov plus. v gradnji bo proizvala izredno drago elektriko. Ja, Hinkley Point, ne samo EDF, francoski proizvajalec nukleark, 3 investicije, en je Finska, ki je v 2023 v pogonu, Francija še ni, Hinkley Point se dela. Posod so prekoračili z najmanj za 2, bom rekel, predvideno vrednost in pa bom rekel, enkrat dali roki izvedli. Se pravi, vi niste za nuklearko? Ne, to pa ni res. Jaz sem za jedrsko energijo v Sloveniji. To ni isto. JEK2 je nekaj, jedrska energija je nekaj. V Sloveniji moramo najprej to razmišljati, da moramo obstoječ nek podaljšati do 2063, kar je že praksa v Ameriki. Poslovodstvu Gena moramo dati mandat, da pile postopek naprej. Ampak ne ga pile tudi za male modularne reaktorje. Vidimo, kaj se bo zadnjih 5 let dogajalo in potem se odločimo. Okay, najlepša hvala, zdaj pa sekunde za meditacijo, molitev zen in takoj zatem dr. Aleš Bučar-Ručman. Kdaj bodo po pozivnikih in walkie-talkih bombe postali še naši telefoni? Sem bil hiter.